Kot je pojasnil župan Nejc Smole, so lahko prej omenjeni svetniki brez skrbi. Most je projektiran kot pristajalna steza v Frankfurtu. Projekt novega mostu, usklajevan s številnimi soglasodajalci, je že v presoji na državno-tehnični pisarni. Končno. Pri projektiranju je bilo namreč potrebno upoštevati številne danosti. Veste, da imamo na ta most obešen glavni kolektor vse kanalizacije v občini Medvode. 100-krat sem že povedal, v Medvodah vse fekalije pretečejo na občino. In potem grejo iz občine naprej, v Ljubljano. Potem imamo noter eno glavnih žil oziroma glavno napajalno žilo za plin, za distribucijo plina gre tudi na tem mostu. Vsi TK kabli in vse gre po tem mostu. Plinarji so najprej zaradi nevarnosti želeli in projektirali povezavo s podbijanjem pod Soro in da pridejo na drugi strani gostilnici, kavarnici ven, ker niso dobili soglasij lastnikov zemljišč, tega niso mogli izvesti. In to je pomenilo, da smo mi most že projektirali, ko so oni mi smo juho že pojedali, ko so oni prišli na menine in je bilo treba vse zadeve prilagoditi. Ker je zahteva te popoplavne sanacije taka, da se projektirajo mostovi, ki nimajo te sredinske konzole ali kako se temu reče, stebra, je bilo treba narediti ločen most, ki mora pa izpolnjevati pogoje 1 meter plus, mislim, da 1 meter nad stoletnimi vodami. Kar je pa, ne boste verjeli, v tem delu Medvod malce komična situacija, ker ko bodo te vode nastopile, zdaj samo most binglov ven, ker vse ostalo bo pod vodo, ker pač center je tako poplavno ogrožen, da bo pod vodo, tako da naslednjice jo ljudje reševali, tako da jo na most leteli gor, ne stran. Ampak tudi to smo naredili, tako da je zdaj, ker pa je bilo treba ta most zdaj tako napet, da smo to dosegli, smo seveda posegali v tisti rob, kjer je noter črpališče, ker je pomenilo, da je bilo treba preprojektirati celo črpališče, zato da bo most lahko noter narejen, ker temeljenje pa res v robove noter, jaz nisem strokovnjak, ampak Cestišče naj bi bilo široko kar 5,5 metrov, pločnik pa na eni strani 3,6 metra, na drugi pa 2,2 metra, skupaj torej kar 11,3 metre. Mi vemo, da je to oren projekt, mi vemo, da je to res odličen projekt in tukaj jaz ne morem drugega reči kot hvala vsem, ki nas suportirajo naprej na državi, da se zavedajo, da je to potreben projekt, da niso zdaj neke kurje steze tam čez dovolili. Skratka, da je projektiran lep projekt, ki bo omogočal dvosmerni promet, kar je še posebej pomembno ob dejstvu, da država namerava v prihodnosti revitalizirati, torej obnoviti, tudi državni most čez Soro na glavni prometnici skozi Medvode. Sigurno bo promet vzpostavljen v začetku obojestransko, tudi če bo kdaj narejena samo ena ali zavrn iz centra ali tako, bo vedno imela možnost, da v primeru izrednih situacij zadeva funkcionira kot most. Po oceni bo naložba v nov most vredna 4,5 milijona evrov. V času gradnje pa bo potrebno vzpostaviti tudi provizorij, prek katerega bodo speljani vsi prej omenjeni vodi. Menimo, da glede na to, da ga je usklajeval skoraj vse, kar ima kaj strokovnega znanja v tej državi, da verjetno zdaj DTP na to ne bo imel nekih strašnih pomislekov. Želimo dobiti vsaj načelno njihovo zeleno luč, tudi če papirja še ni, potem bomo šli pa zelo hitro v razpis. Kot če opozarja Smole, pa država že prehaja na redni program, kar v praksi pomeni, da je za vsak projekt popoplavne sanacije potrebno pripraviti predinvesticijsko dokumentacijo. Ta DIP je treba poslati skupaj z vsem, kar imaš, s projektom je treba poslati na MNVP. MNVP to pošlje na Ministrstvo za finance. Ko oni med sabo uskladijo, Ministrstvo za finance odpre NRP, se pravi načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Vsaka ta investicija mora celo to pot, na koncu Ministrstvo za finance pošlje pogodbo v občini. Ta krog je zelo zahteven. Ta krog zahteva verjetno od unih tam višji gor zelo velik dela. Od nas na tej strani pa tudi. In kdaj bo nov most zgrajen? V letu dni od začetka gradnje.